Hvala. Jaz imam v bistvu tudi pripravljeno bolj skico za nekaj, kar bom nadaljeval kasneje v članku. In pregledal sem v tem recimo neavantgardnem opusu, njegovem sem se tudi sam odločil, kaj naj bi bilo to vključeno. Se pravi, gledališče Popilje Ferkeverk, Popilja pa Popilo in Popilčki, gledališče Glej spomenik G, Žrtve mode Bum iz Mladinskega iz leta 1975 in vključil sem v neko logično nadaljevanje tega uprizoritev Schillerjeve drame Spletne ljubezni iz aprila 1980 v Mestnem gledališču v Ljubljanskemu. O tej, ravno sva se z Sebastianom pogovarjala, da je v tej predstavi zelo malo dokumentacije, ampak koncept je po mojem mnenju izrazito fascinanten in v bistvu nadaljuje neko logiko tega, kar Jovanović v kolektivih ali pa v tem solističnem delu Jožice Avdo spomenik G ali pa v Žrtvah mode Bum nadaljuje tam na začetku 80-ih. Zdi se mi, kar je nekako moje izhodišče, je to, se pravi, v tem trenutku je kar nekaj teh del razmeroma, vse prva tri so razmeroma dobro podokumentirana, Popilja in Žrtve mode Bum sta na razpolago tudi na posnetku. Obstajajo genealogije teh del, memoristika je razmeroma dobro podokumentirana, ampak zdi se mi, da je nek interpretacijski poudarek teh del, zdi se mi, da ni popolnoma produktiven, oziroma da je nek dominantni interpretacijski poudarek na v bistvu ritualnem gledališču tega časa. Moja trditev pa je, da je mogoče potrebno pogledati na ta dela z nekega drugega vidika, da se je mogoče treba prestaviti na področja vizualnih umetnosti pa sodobnega plesa tega časa in da mogoče, da so v teh tendencah, se pravi iz neavantgard plesnih in vizualnih 60-ih let, nekatere zadeve pri Jovanoviću jasneje, oziroma da so potem razvidnejše. Za izhodišče bi v bistvu vzel nek zanimiv prizor iz filma Povečava, Antonionijevega filma Povečava iz leta 1966. Na koncu se pojavi neka Popilja Ferkeverk in ta fotograf, ki ima seveda glavno Tomas, ki ima glavno vlogo v tem filmu, opazuje v parku, kamor je šel iskati to truplo, ki izgine, ki ga je pofotografiral in ki izgine, začne opazovati neko teniško igro, ki je seveda pantomima, in na neki točki žogica pade iz polja tega tenis igrišča ven in ena od protagonistk te Popilje, britanske, ga prosi, če gre iskat žogco in on seveda na to igro pristane, vrne žogco, fiktivno žogco nazaj na to teniško igrišče in takrat se pojavi zvok žogice. Se pravi, nekaj, kar jaz recimo glede na to, da je tam fotograf zaseden v glavno vlogo, je ta informat nekega opazovalca izrazito vezana na optične podatke, na opazovanje in na v bistvu neko objektivizacijo dejanja in seveda pristanek na to igro, fikcijo začne generirati resničnost. To se mi zdi zanimivo izhodišče, ker delno mislim, da se je neresničnost gledališkega sistema v Jovanovićevem opusu na nek način, da je tendenca, da se odvija na podoben način. Kar je v teh delih, v primerjavi z
evropskimi in predvsem ameriškimi avantgardami odsotno, po mojem mnenju, je, da je nek vidik ekstatične, emocionalne, čutne, afektivne posledice gledalčevega pristanka na ritual. Recimo v posnetkih, ki so na razpolago, naprimer Brian De Palma je posnel Dioniza 69 od Performance Group, na razpolago so posnetki nekaterih predstav The Living Theatre na neki zelo dobri kompilaciji na DVD-jih, predvsem Paradise Now je tam dobro obdelan v večjih segmentih, je recimo predvsem na te dve deli bi se nanašal, pa konec koncev tudi na način po nekih, bi rekel, posnetkih, tudi ki so na razpolago, način nekega ekstatičnega nastopa igralca, predvsem Richarda Cieslaka v Stanovitnem princu. Se pravi, v teh delih je evidentno, da je ta funkcija ritualnosti način, kako se občinstvo mobilizira za izkušnjo, ki bo intervenirala v življenje in ga na nek način spremenila. Pri Jovanovićevem opusu jaz mislim, da so zadeve rahlo drugačne, da je meja tudi med občinstvom in deli zelo jasna in da on na nek način z svojimi kolektivi in sodelavci želi, da se zadeve, ki se na odru dogajajo, predvsem razumejo. Oziroma, da gledalci razumejo svoje običajne procese recepcije gledališča in da se to pač spremeni. Moj nek predlog, zanimiv predlog, oziroma manj zanimiv predlog je, da se mimo, bi rekel, tega gledališkega korpusa evropskih in ameriških neoavantgard pogleda na neoavantgarde na področju plesa, pa tudi v bistvu mogoče, to je treba tudi delno moram raziskati bolj podrobneje na področju happeninga v vizualnih umetnostih. Ker na teh poljih dejansko gre za neko vrsto, oziroma za nek postopek, oziroma za različne postopke razgledališčenja plesa in v vizualnih umetnostih nekega razpredmetenja skulpture ali pa. In nekatere zadeve v teh poljih, bi rekel, sovpadajo s tendencami Jovanovića, nekatere so pa seveda prilagojene gledališkemu, nekemu specifičnemu gledališkemu mediju. Ja, se pravi, moja trditev je, da v Jovanovićevem neoavantgardnem opusu ta dela nimajo funkcije proizvodne, te prelomne življenjske izkušnje, ampak na nek način ugledališčenje prizora kot objekta za spremembo recepcije in to je nek predlog za spremembo tudi proizvodnje gledališča. Mogoče bom na tem mestu pokazal samo za nek background. To je nek trailer, za retrospektivo kolektiva Judson Dance Theatre, ki se je pred nekaj leti zgodila v MoMI v New Yorku. Gre za nek kolektiv, ki je po neki delavnici se pravi glasbene kompozicije za koreografe, ki jo je organiziral John Cage, mentor te delavnice je bil Robert Dunn, tudi skladatelj. Med leti 60 in 61 v resnici ustvarila nek laboratorij, kjer so preizkušali na nek način uvesti določene kompozicijske postopke v koreografsko delo in ki so v 2 letih nabrali
ogromno materijala in ga med julijem 62 in aprilom 64 predstavili na 16 koncertih, okoli 150 del, 50 koreografov je bilo vključenih v tem, nastopajočih na teh 16 koncertih skupno je bilo okoli 350 ljudi. To je bila zelo eklektična baza proizvodnje možnosti ali pa nekih kratkih komadov, ki bi razprli polje koreografije. In mislim, da določene zadeve v tem korpusu močneje sovpadajo s Jovanovićevimi tendencami v teh 4 predstavah, recimo kot če takratno, bi rekel, to neoavantgardno gledališko krajino sonderamo. Zdaj bom samo to brez zvoka boste nekaj slikovne zadeve v bistvu videli, Tam je izključen zvok. Ja, se v bistvu lahko izključimo. Tu, recimo na tem mestu vidimo pač delo s predmeti, z različnimi predmeti, to je Lucinda Child's Carnation, neke običajni načini gibanja ali pa neka nova oblika kolektivizacije. Zelo različne zadeve so preizkušene, katere so bile, v bistvu korpus tega je bil zelo eklektičen in to je od Karoli Schneemann, Mid-Joy iz leta 64, Carnation, začetek nekega kratkega dela od Lucinde Childs, kjer se te v bistvu rabe običajnih gospodinskih predmetov vključujejo v formacijo neke figure, kar recimo je meni kot, se pravi postopke, ki so jih uporabljali, kar mi je zanimivo in kar mislim, da bi bilo zanimivo interpretirati tudi v skladu s temi predstavami, se pravi to razgledališčenje plesa in tudi to razgledališčenje gledališča v teh delih, seveda na stran postavi interpretacijo, se pravi gledališki stroj kot interpretacijo, kot to osrednji postopek modernizma, kot ta osrednji modernistični postopek gledališča in recimo Popilja se mi zdi seveda tak eksempel te naberke, se pravi neka odstranitev drame iz načina prizorov in na kak način je strukturirano to delo, antiretoričnost v smislu tega, da bi recimo Popiljo razen mogoče te izrazite finalnosti, kot je Klanje kokoši, po prizorih lahko razporejali v različne serije, prizore bi lahko premetavali, ne da bi ključno izgubljali pomene, se pravi rabe vsakdanjosti. Jaz trdim, recimo, zdaj zelo mečem neke predloge. Preselitev tega dramskega konflikta v recepcijo samo, se pravi protagonista pa antagonista v relacijo med odrom, prizorom pa gledalcem. Zdi se mi zanimivo, da Jovanović omenja pri enem od prizorov človeška mašina, konstruktivistična tvorba iz mehanično delujočih igralskih teles, ker to pač stroj Popilji naredijo. In to zelo sopada s tendencami kompozicije postmodernega plesa. Simon Forti ustvari nekaj, čemu reče plesne konstrukcije. In v bistvu pri teh nastopih materialnost telesa ali pa neka korporealnost telesa ni raztelešena na račun oblike, rabe vsakdanjosti seveda, vključevanje predmetov, ki pol služijo v prizorih, se pravi predmetov, ki niso, bi rekel, fetišiziran proizvod gledališke scenografije, ampak nekaj, kar se da nabaviti v trgovinah. Tudi načini gibanja kot se pravi brez neke auratičnosti ali pa
bi rekel, neke zelo spolerane oblike. Zdi se mi, da različna, kot se pravi tem postmodernem plesu, različna izrazila in struktura in različna izrazila v resnici stopijo na neko horizontalno raven, med njimi ni hierarhije, tudi način dramaturgije je izrazito antiklimatičen, rabe predmetov sem že rekel, pač različne postopki apropriacije, se pravi, da se fotoroman ali pa neka oblika partiture, kot bi jo imenovali v postmodernem plesu, uporabi v predstavi sami, ni navadno nekaj, čemur bi takrat v Ameriki rekli found object ali pa found text. Tudi zanimivo je, kje se te zadeve uprizarjajo, so tudi prostori, ki mogoče niso prvenstveno namenjeni gledališču, ali pa so pretvorjeni v neke gledališke dvorane, ampak mogoče ne funkcionirajo dobesedno kot črna škatla. Pa neke rabe, čemu bi jaz rekel, nekega nedramatičnega ali pa ne označevalnega glasu, se pravi ne glas karakterja, ne govor karakterja ali pa pogovor, ampak v bistvu različne tudi rahlo dadaistične oblike tekstov, ki seveda gledalca verjetno v tem času soočijo z neko bariero, kako k temu pristopiti, kako to percipirati, pa tudi, ki objektivizirajo njegovo lastno percepcijo teatra. In v bistvu, kar se mi zdi ključno in kar se seveda pri tem uprizoritvi Spletki ljubezni, se pravi Schillerja leta 80, zgodi zelo izrazito in čisto, se pravi, skrajša tekst in ga vse v 4 delih, se pravi, ponovi, a v 3 delih ponovi s tem, da emocijo, se pravi čustveni vložek igralca reducira. In v bistvu tu gre za nekaj drugega kot interpretacijo Schillerja, ampak za v bistvu rabo Schillerja, ki nam omogoči, da oziroma da percipiramo, da vidimo ali pa ugotovimo, ali pa da nam je razvidna naša lastna percepcija nekih, bi rekel, mogoče klasičnih ali pa modernih oblik gledališča, ki seveda to emocijo ceni kot nekaj, kar zagotovi v prizoritvi psihološko konsistentnost. Se pravi, vse te zadeve, moja glavna teza je, da bolj kot pri gledaliških neoavantgardah, ki skušajo kjer je ritual medij za to, da se gledalce mobilizira za določeno izkušnjo, ki spremeni življenje, pri Jovanoviću, pri teh 4 uprizoritvah gre za uvajanje postopkovnosti v gledališko proizvodno in za to, da se pač interpretacija kot ta modernistični, poglavitni interpretacijski element umakne tudi drugim postopkom. In to, na nekem, zato mislim, recimo, da je mogoče ta dela treba, kar je tudi zanimiva neka povezava s tem postmodernim plesom, ker Yvonne Rainer leta 1964 napiše ta No manifesto, No to style, no to virtuosity, no to transformation and magic and make-believe, no to vials of the performers, no to heroic, no to anti-heroic, no to trash, no to camp, no to eccentricity, pa še nek zaključek je zelo blesno. V glavnem, ampak v bistvu tako videli, da določene zadeve, ki so, bi rekel, nujne za to, da se izključijo iz plesa, v resnici Jovanović uporabi trash imagery iz nekih medijskih zadev, antiheroičnost. Tam mislim, da je na neki točki v tem posnetku zelo zanimivo posnetek 3A z zastavami ameriškimi leta 1972,
pač ta tudi zastava se kot nek, bi rekel, fetišiziran objekt reprezentacije oziroma neke države pojavi, tu se pravi, da gre za neko, verjetno, ne vem, neko politizacijo tega, kar se tam dela in gledalci to morajo razložiti. Tudi, v bistvu mislim, da za te gledališke naloge, ki jih upelje s temi predstavami Dušan Jovanović, niso razvidne na način, da se v bistvu gledalci na koncu enotimo na skupnih pomenih, kar je po mojem nekaj tak zelo tak prelom, ker pri interpretacijah nekih klasičnih tekstov gre za to, da je to treba dešifrirati, prebrati in na nek način se občestvo, javnost, tu poenoti, moram končati. Mislim, da v bistvu ta 4 dela, kar želijo in kar naredijo, se pravi, z neko, ni toliko važno, kaj ti prizori ali pa dela so, v smislu nekega, mogoče celo individualnega stila, ki se manifestira v teh delih, ampak bolj kaj naredijo. Se pravi, da gre za neko, za dela, ki na odru izvajajo neko kritično modalnost odrskega dejanja. In glede na, po mojem, na neki točki verjetno bo treba raziskati tudi vpliv teh del. Mogoče vsa ta dela niso imela neposrednega in takojšnjega vpliva, ampak so postala vplivna v trenutku, ko se je tudi neka krajina sodobnega gledališča po 90-ih letih spremenila in tudi to je zanimivo. Mislim, da Žižek nekje reče, preinterpretira Badioujev koncept dogodka v tem smislu, pač po Badiouju dogodek vedno preseče, razkolje čas na dvoje in spremeni potek zgodovine. Žižek pravi nekje, da se mora ta prelomni dogodek vedno vsaj enkrat ponoviti. In da proizvede neko to zvestobo ali pa razumevanje, kaj ta dogodek je. V glavnem, se pravi, s temi zadevami se, mislim, v tem svojem članku